Dobrodošli nazaj v naši družbi. In naše telo za zdravo in pravilno delovanje potrebuje tudi vitamine in minerale. K njihovim zadostnemu vnosu pripomore zdravo in uravnotežena prehrana. Pomanjkanje vitaminov lahko med drugim povzroča utrujenost, slabšo koncentracijo, krvavljenje dresni, prebavne težave, dolgotrajno pomanjkanje posameznega vitamina ali več vitaminov pa lahko vodi k resnejšim obolenjem. Njihovo uživanje je lahko tudi tvegano, če vzamemo previsok odmerek. Zato je pomembno, da se poučimo o njihovem pravilnem jemanju in delovanju. Naša današnja gostja je magistrica farmacije, profesor dr. Lucija Peterlin Mašič iz Ljubljanske farmacevtske fakultete, s katero se bomo pogovarjali o vitaminih in mineralih in jo prav toplo pozdravljamo v naši družbi. Lepo pozdravljena, dr. Mašič. Dobar dan vsem skupaj. Takole. Nam lahko morda za začetek poveste, kaj so vitamini in minerali in kakšna je njihova vloga v našem življenju? Seveda. Torej, vitamine in minerale nekako uvrščamo med mikrohranila. To pomeni, da jih naše telo za nemoteno in normalno delovanje potrebuje v majhnih količinah. Večinoma vitamine in minerale telo vnesemo s prehrano, predvsem z raznovrstno in uravnoteženo prehrano. Seveda je pa recimo izjema vitamin D, ki ga sintetizira naše telo v koži in ga s hrano vnesemo v zelo majhni količini, ali pa recimo pri določenih vrstah prehrane, kot je veganstvo, recimo tam primanjkuje vitamina B12 in ga vegani recimo morajo nadomeščati. Vitamine delimo na tiste, ki so topni v vodi ali pa tiste, ki so topni v maščobah, in to pomeni, da predvsem vitamine topne v maščobah moramo zaužiti skupaj s hrano, ki vsebuje maščobe, zato da lahko iz prebavnega trakta pridejo v kri. In mogoče je tudi pomembno to, da prav vsi vitamini pa minerali so pomembni. Jih imamo veliko in težko govorimo, eden je bolj pomemben, drugi je manj, prav vsi so pomembni v svojem količinskem območju. Tako, jaz sem slišal od A pa do cinka. Ja. Koliko vitaminov in mineralov pa potrebujemo dnevno? Jaz sem slišal, da vitamin C gre zelo hitro iz našega sistema, na primer. Ja, tudi že Evropska agencija za varnost hrane, EFSA, je definirala več prehranskih referenčnih vrednosti in tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje ima na spletni strani definirane prehranske referenčne vrednosti, tudi za minerale in vitamine. Seveda pa se potrebe po mineralih in vitaminih razlikujejo glede na starost, potem tudi na spol, različne potrebe so pri moških ali pa ženskah, seveda tudi na fiziološko stanje, ali gre za nosečnost, ali dojenje, ali starejši. Torej vse to vpliva na različne potrebe po mineralih in vitaminih. Bi pa poudarila to, da te referenčne vrednosti veljajo za zdrave posameznike, ne za preskrbo bolnikov, ali pa recimo tiste, ki imajo motnje v prebavi, ali pa recimo športnike. Ti potrebujejo dodatno prehransko svetovanje ali pa nasvet zdravnika. Seveda tudi ni priporočljivo, da se preveč ukvarjamo s preračunavanjem in številkami. Nekako bolj pomembno je, da načrtujemo, kaj dati na krožnik. Bolj pomembno je, da nekako stremimo k uravnoteženi in pa pestri prehrani. Jaz sem slišal, da z enim jajcem dobimo že kar veliko različnih mineralov in vitaminov. Je to res? Je jajce neka super hrana na nek način? Ja, zdaj ta termin, super hrana, je nekako lahko tudi zavajajoč, je bolj marketinško usmerjen. Ampak vseeno nekako vsekakor jajce velja za živilo, ki vsebuje številne minerale in vitamine in tudi druge hranilne snovi. Kako pa vemo, da nam primanjkuje vitaminov ali mineralov? Kako se to kaže na našem telesu in počutju? Ja, pomanjkanje vitaminov in mineralov je predvsem povezano bolj z enolično prehrano, recimo bolj s procesirano prehrano. V našem svetu to ni posledica podhranjenosti, ampak bolj problem, take bi rekli enolične, neraznovrstne prehrane. Recimo, ko smo rekli, vitamin B12
ga rastlinska hrana ne vsebuje, zato je to problem recimo pri veganstvu. Obratno je pa res, da vitamin D pa ga primanjkuje predvsem v zimskem času, jesenskem, tam do aprila, kar večjemu delu populacije, ne samo v Sloveniji, ampak tudi drugje, tam pa je smiselno nadomeščati. Recimo vitamin D lahko tudi biokemijsko določimo z analizo in potem vidimo, ali gre za pomanjkanje ali pa ne. Vsekakor pa se to kaže tudi tako, kot ste vi omenili, recimo na slabšem počutju ali pa seveda odvisno od posameznega vitamina in minerala, tudi če kakšni drugi neželeni učinki. Kdaj bi pa vi priporočali, da posežemo po dodatnem vnosu vitaminov in mineralov? Zdaj v teh zimskih dneh se mi zdi, da definitivno kakšna tale šprica z vitamini pride prav. Jaz imam eno doma, sem je crknila, tako da zdaj kada imam pipeto nekako, jemljem ta vitamin D. Ja, zdaj recimo čisto splošno je vsekakor bistvena ta uravnotežena, raznovrstna prehrana. Če gre za pomanjkanje, v prvi vrsti to lahko rešujemo na ta način, da bolj uravnoteženo poskušamo se prehranjevati. Recimo čisto konkretno ste omenili vitamin D, tudi pri nas so v bistvu endokrinologi letos definirali odmerke, ki so priporočeni za različne populacije, za dodajanje vitamina D, kar je res smiselno sploh v tem zdaj zimskem, jesenskem času, ravno zato, ker ga približno samo 10% zaužijamo s hrano. Ves ostali vitamin D se tvori v koži, seveda pa moramo biti zato ustrezno izpostavljeni sončni svetlobi. Recimo, pomembno je tudi, da po izpostavljanju recimo med 10. in pa 4. uro, kasneje nima več vpliva. Recimo, prehranska dopolnila so tudi smiselna, recimo kar se tiče magnezija ali pa kalcija, predvsem takrat, kadar recimo uživamo preveč procesirano hrano, ali pa pri športnikih, kjer je vnos same hrane bolj nizek, kot so skakalci ali pa gimnastičarke. Drugače recimo tisti športniki, ki imajo velike energijske potrebe in vnašajo več hrane, nekako zadostijo tem potrebam. Ali pa vemo recimo železo, imamo določene skupine, kjer je tveganje za pomanjkanje železa in tam je potem smiselno preprečevati recimo pomanjkanje železa pri tveganih populacijah, kot so nosečnice, najstnice, nedonošenčki, vegetarijanci, športniki. Recimo, kar se tiče cinka, sigurno je treba nekako dopolnjevati pri tistih, ki so bolj na vegetarijanski prehrani, ker se cink recimo slabše absorbira iz rastlinske hrane, kot pa recimo iz živalske prehrane. Tako rečemo, za vsak vitamin in mineral so neke posebne, recimo posebne zahteve, kdaj, ali pa bolj povezano na določeno populacijsko skupino, kdaj recimo opažamo pomanjkanje. Ali je pametno uživati, po vašem mnenju, multivitaminske izdelke? Jaz se vedno rad pošalim, če kakšno multivitaminsko pijačo popijem, jo tako spijem in mislim tako, zdaj imam pa vitamine in energijo in se pač podzavestno vitaminiziram, če že ne zares. In me zanima, kako je s tem? A dobim kaj vitaminov, če spijem kakšno multivitaminsko pijačo? Ja, seveda. Torej, vsekakor naj bo to samo kot dopolnilo k prehrani, ne pa za nadomeščanje neke uravnotežene prehrane. Recimo, če se odločite za multivitaminske prehranska dopolnila ali pa druge izdelke, je nekako bolj smiselno, da so te v nižjih odmerkih, pa da se vseeno ne pretirava. Nekako pomembno je pa tudi, da se ustrezno informirate ali pa ustrezno dobite tudi nasvet recimo pri farmacevtu ali pa zdravniku. Kaj pa zdajle, ko so prehladi, kateri vitamini pa najbolj krepijo zdajle naš imunski sistem? Kaj je zdajle najbolj priporočljivo jemati kot dodatek morda ali pa tudi skozi hrano povečati vnos vitaminov in mineralov za tole mrzlo obdobje? Ja, kot ste rekli, hrana ima neki izjemen pomen pri ustreznem delovanju imunskega sistema. Torej, kar več teh vitaminov pa mineralov je, ki imajo pomembno vlogo pri delovanju imunskega sistema, kot so vitamin A, pa D, recimo E,
C, B6, folna kislina, pa minerali, selen, železo, cink. Nekako bi še dodatno rekla, da ne samo recimo polnovredna prehrana nima samo velikega pomena zaradi vitaminov pa mineralov, ampak vsebuje tudi še druge ugodne snovi, kot so antioksidanti, vlaknine, pa druge koristne snovi, ki tudi nekako potem prispevajo k krepitvi zdravja. Mogoče bi opozorila tudi to dejstvo, da več ne pomeni tudi bolje. Ne pomeni, da če bomo vzeli veliko količino enega minerala pa vitaminov, da bomo pa zato bolj odporni. Vsekakor je pomembno, da nekako enakomerno vnašamo ta pomembna mikrohranila, ampak hkrati velja tudi previdnost, da to uživamo samo kot dopolnilo prehrani ali pa v priporočenih dnevnih odmerkih in ne mislimo, da bomo pa zdaj samo z enim mineralom pa vitaminov se obvarovali vseh prehladov ali pa zato skrajšali obdobje prehlada ali pa preprečili bolezen. Dr. Lucija Peterin Mašič, najlepša hvala za enkrat. O mineralih in vitaminih bomo še govorili, a na hitro skočimo v oglase. Hvala lepa in se gledamo. Ponovno lepo pozdravljeni. Takole, pri vitaminih smo ustali in se mi zdi, da eden najbolj znanih vitaminov je vitamin C. In ali je res, da nas vitamin C ščiti pred prehladi in nahodom in nasploh slabim počutjem? Ja, res je, vitamin C je verjetno tisti, ki ga najbolj poznamo, o katerem smo vsaj v preteklosti zelo veliko govorili. Vsekakor zelo pomemben antioksidant, obnavlja vitamin E, pospešuje absorpcijo železa, zelo pomembno vlogo pri številnih fizioloških procesih. Mogoče pa vseeno se včasih mu pripisuje tudi še kakšne vloge, kjer pa ni toliko znanstvenih dokazov. Mogoče tudi eno od teh, kot ste vi rekli, da nas ščiti predvsem pred prehladi. Vsekakor je pomembno, da imamo ustrezen vnos vitamina C nekako enakomerno, ne pomeni, da ga moramo čisto vsak dan ustrezno količino zaužiti, ampak nekako velja, da če zaužimo 5 različnih vrst sadja ali pa zelenjave, vsekakor pokrijemo potrebe po vitaminu C. Vseeno pa so tudi populacije, ki pa imajo malo večje tveganje za pomanjkanje, kamor sodijo recimo tudi nosečnice, doječe matere ali pa tudi kadilci ali pa alkoholiki. Zadnje čase se pa predvsem veliko govori o vitaminu D, tako v laični javnosti kot v strokovni, in strokovnjaki naj bi opozarjali, da zdaj, če nam manjka vitamina D, smo lahko bolj dovzetni, da zbolimo za novim koronavirusom. Kako je pa z vitaminom D kaj? Ja, vitamin D ima kar pomembno vlogo v organizmu. Omenili ste že pomembno vlogo v delovanju imunskega sistema, ampak ne samo to, pomemben je za zdrave kosti, za ustrezno delovanje mišic, za ustrezno zdravje zobe in tako naprej. In moram reči, da nekako študije, katero ste tudi vi omenili, da nekako lahko izboljšajo potek bolezni COVID zaradi koronavirusa ali pa ne, so nekako kontraverzne. Nekatere študije to podpirajo, nekatere pa tudi ne, ampak vsekakor velja, da res nekako v naši populaciji v tem času primanjkuje vitamina D in zato je smiselno njegovo nadomeščanje. Pri tem pa lahko tudi rečem, da imamo na tržišču zelo veliko prehranskih dopolnil, kjer je vitamin D3 v zelo različnih odmerkih. In nekako vseeno si priporoča, da se nadomeščajo pri zdravih posameznikih v odmerkih tam 800 do 1000 teh mednarodnih enot, ki želimo nekako dvigniti nivo, tudi tam do 2000, ampak vsekakor pa velja previdnost in da ne pretiravamo, ker so res prehranska dopolnila, ki imajo veliko višje odmerke, nekako vseeno velja, da zdravi ljudje naj ne prekoračijo recimo 4000 teh mednarodnih enot. Ker lahko vzamemo tudi preveč vitaminov in mineralov, lahko zaužijemo preveč, kakšne so lahko posledice? Ja, res je, nekako za mnoge vitamine in minerale so tudi nekako definirane te zgornje sprejemljive meje vnosa.
To pomeni, če vsak dan skozi celo življenjsko obdobje zaužijemo tak odmerek, to ne bi smelo predstavljati tveganje za zdravje ljudi, ampak vsekakor pretirano uživanje pa lahko vodi do hipervitaminoz, mogoče to veliko bolj pomembno pri vitaminih, ki so topni v maščobah, ker se potem tudi v maščobah akumulirajo, recimo za A, D, zelo visoki odmerki potem lahko tudi povzročajo neke neželene učinke. Tako nekako je zelo pomembno, da res vitamine in minerale jemljemo kot neko dopolnilo k prehrani, ampak ne nadomeščamo uravnotežene prehrane, sploh pa ne, da smo mnenja več je bolje in nekako se moramo izogniti nekako previsokim odmerkom in pretiravanjem. Nedavno ste pa v okviru Slovenskega farmacevtskega društva izdali novo knjigo o vitaminih in mineralih. Nam jo lahko predstavite? Je primerna tudi za laično javnost, za takega laika, kot sem jaz? Ja, res je, v bistvu lahko rečem, da je to kar taka pomembna knjiga, ki smo izdali z naslovom Minerali, vitamini in druge izbrane snovi. Nekako so pri sami knjigi sodelovali številni strokovnjaki, saj je v bistvu kar 40 avtorjev prispevalo poglavja k sami knjigi. Torej, knjigo smo pisali strokovnjaki z področja farmacije, tako z lekarništva kot z fakultete za farmacijo, kot tudi z biotehniške fakultete. Seveda je knjiga primerna prav za vse, tako za strokovno javnost, študente, pa tudi za laično javnost. Nekako smo jo razdelili na 4 dele, tako da pišemo tudi o splošnih poglavjih, o pomembnosti uravnotežene prehrane, kako tehnološki procesi vplivajo na nivo vitaminov pa mineralov v živilih in podobno. Potem obravnavamo vse vitamine, minerale, pa tudi še nekatere druge snovi smo izbrali, ki so nekako zanimive, kot je koencim Q10, karotenoidi, nenasičene maščobne kisline in podobno. Smo pa tudi vsa poglavja nekako enotno oblikovali, tako da vsak lahko najde neke informacije, lahko, če vas zanima, kakšna je vsebnost vitaminov, mineralov, določenih živil, kakšne so potrebe, lahko se pa tudi malo bolj podrobno poglobite v fiziološko delovanje posameznega vitamina, minerala, klinično uporabnost, a so tudi mogoče interakcije s zdravili, kaj je, če recimo zaužijemo previsoke odmerke ali če je pomanjkanje in tako naprej. Zanimivo, mislim, da bomo morali enkrat rezervirati termin, da pridete k nam v studio, seveda, ko bodo razmere bolj prijazne temu, ne zdajle po snegu vas res ne bi vabili s knjigo samle, da boste brodili čez sneg, drugače bi se pa jaz v tej knjigi enkrat pogovarjal še več, ker se mi zdi kot taka kuharica za vitamine, ne? Tako, ker imamo doma za recepte, za zdravje, mislim, da bi potrebovali tudi tako knjigo za vitamine in minerale, ne? Ker kako je pa recimo pri otrocih, ki ne radi jejo zelenjavo, ne? In sadje, ja. Kako najlažje pretihotapimo potem vitamine v njihov sistem, jih morda lahko prelisičimo na kak način? Ja, res je, kot ste rekli, da je nekako treba včasih otroke malo prelisičiti, da ne uživajo vsaj nekateri zadosti zelenjave in pa sadja, oziroma jim to ni tako velik del njihovih obrokov. Vsekakor moramo vedeti, da tudi za otroke so vitamini in minerali zelo pomembni za njihov razvoj, so v obdobju rasti razvoja. Nekako res pri njih najvelja to, da če se odločimo starši, da rabijo dodatek prehrani, da je to dodatek, ne kot nadomeščanje uravnotežene prehrane, je pa tudi nekako pomembno, da potem izberemo izdelke, ki so namenjeni otrokom, zato ker so v teh izdelkih odmerki prilagojeni potrebam otrok po vitaminih in mineralih, pa tudi, če nekatere druge lastnosti potem vsebujejo, da je recimo okus ustrezen ali pa je manje prilagojeno otrokom. Tako da jaz mislim, da starši svoje otroke najbolje poznajo in če se odločijo za to na podlagi relevantnih informacij, da se potem odločijo za izdelke, ki so nekako prilagojeni že s stališča odmerkov otrokom.
Se je tudi pametno posvetovati z zdravnikom ali farmacevtom, kar se tiče vitaminskih dodatkov k prehrani? Kakšni so vaši nasveti tu? Ja, vsekakor bolniki se nekar posvetujejo z zdravnikom in farmacevtom, ali pa recimo tisti, ki jemljajo več zdravil hkrati, se tudi zelo svetuje, da se posvetujejo. Ali pa, tudi danes sem že omenila, da prehranska dopolnila obstajajo v zelo različnih odmerkih in če recimo rabimo nasvet, kakšen odmerek vzeti ali kaj izbrati, je tudi primeren nasvet farmacevta. Nekako pa za zdrave posameznike za dopolnjevanje prehrane pa velja, da smo nekako zmerni, iščemo prehranska dopolnila z nižjimi odmerki. Vedno pa sigurno je tudi pametno imeti posvet z zdravnikom ali pa farmacevtom. Najlepša hvala za vse vaše odgovore. Lahko rečemo, da vitamini in minerali so še kako pomembni v našem življenju, ampak seveda vse v zmernih količinah, kaj ne? Ja, res je. Profesor dr. Petelin Mašič, najlepša hvala za vaš čas. Vas bom pa jaz z veseljem še kdaj povabil v našo družbo, da spregovorimo še kaj več o vaši knjigi Vitamini in minerali. Hvala lepa. Najlepša hvala za povabilo in z veseljem se še pridružim. Nasvidenje. Hvala tudi vam in lep dan še naprej. Tako, slišali ste, vitamini in minerali so še kako pomembni, zato jih le zaužijte, vendar previdno. Posvetujte se, preberite navodila, lahko pa tudi odprete kakšno strokovno knjigo, ki je namenjena tudi laični javnosti. Naj vas jaz zdaj povabim, da na hitro odjadramo v oglase, še prej pa naj opozorim, da to soboto ob 18:30 vas bo na našem kanalu pozdravil sam eden in edini Miklavž. Tako je Miklavžev govor, bomo predvajali na naši televiziji to soboto ob 18:30, ob 6:30, po domače. Prav tako vas pa vabim k ogledu naših popoldanskih oddaj, vsak delovnik ob 17. Mi gremo na hitro oglase, po oglasih se nam bo pa že Rok javil iz terena, iz gostilnice 5 do 6 kilogramov. Se gledamo.